Zdaj bom poskušal razložiti, kaj vidimo, kaj zagledamo, ko se prijavimo v modul za markaciste. Zdaj sem se prijavil kot planinsko društvo Medvode, zato da se bo prikazali podatki taki, kot se prikazujejo planinskim društvom posameznim. To se vidi tukaj, kdo je prijavljen, vidite. No, in ko sem prišel not v modul za markaciste, dobim tako precej komplicirano sliko, ki roko na srce res zgleda precej zahtevna. V tem manjšem kosu je viden zemljevid Slovenije, na katerem se slutijo vse poti, ki jih imamo. Potem imamo pa dva pomembna stranska menija ali seznama. Eden je tale spodnji, ta drugi je pa tale na desni. Zdaj najprej, da vas podučim o navigaciji. Če nas spodnji podatki ne zanimajo, kliknemo na tole in zginejo. In zdaj lahko gremo bližje k zemljevidu. Lahko jih pa prekličemo nazaj, takole. Podobno je s temle tukaj. Odmaknem, pa tukaj s temle dvignem nazaj. Ali pa če se hočem znebiti obeh, zaprem tega in imam samo zemljevid. Zdaj, čist na hiter navigacija po tem zemljevidu. Bolj, ko se s koleščkom bližamo, ali pa s temi plusi tukaj, bolj, ko se bližamo, več podrobnosti bomo videli. Več podatkov bo gor na zemljevidu, takole. In takole, ko smo ene tolikle bliz, se že vidijo vse poti, ki so tam, in lahko z njimi pač nekaj počnemo. Zdaj, preveč v globino o tem ne bom šel, ker je to v bistvu bolj snov za druge vrste uporabnikov in za druge vrste tečajev. Zdaj, če se preselim kele na območje Medvod, ko sem rekel, da sem prijavljen, to je tukaj nekje, tukaj so poti od Pede Medvode. Vidite, da nekatere poti imajo, torej vse planinske poti so rdeče, nekatere imajo pa črne črtice ali pa pikice ali pa takele znake. To je podatek o tako zvani vrsti podlage. Ali je pot slabo uhojena steza, kolovoz ali pa kaj drugega. Vsekakor rdeče so pa tiste, ki nas zanimajo, to je planinske poti. Dobro, gremo zdaj razložiti še tele stranske menije. Bom spet odprl tegale. In osnovno, ko se prijavimo, bomo videli takle seznam, piše sloj. In tukaj so vse, v PlanGIS-u imamo možnost prikazov različnih vrst stvari, različnih vrst podatkov in večinoma so organiziran v tako zvane sloje. Recimo planinski odseki, pa še to je pomembno, da vsak sloj, ki ga hočemo videti na zemljevidu, mora biti tukaj kljukica. Če bom zdaj to kljukico tukaj umaknil, so zginili planinski odseki. Ni rdečih barv. Bom jo vrnil. Če kliknem na tole, na pododsek, izginejo črne črte. Tista informacija o tem, kakšne črtice ali pikice so skrita v pododsekih. Tako da to bom vrnil nazaj. Za omeniti je še sloj administrativnih mej, ki ima več podslojev in za vas verjetno bo kdaj pa kdaj prav prišel ZKP pa katastrske občine. Samo za ta sloj moramo biti pa dost bliz, kajti ko se dovolj približamo, se pojavijo parcele, oznake parcel iz Gursa. Tako da to vam lahko prav pride, ko boste iskali, pa še imena se lahko pojavijo, takole vključimo. In se nam pojavijo imena. Ko boste gledali, čez čigavo parcelo teče pot, lahko klele pogledate imena oznake teh parcel. Ampak s tem se zdaj ne bomo ukvarjali, bom to izključil. In še ena stvar je za razložiti, kle od spod imamo različne vrste podlog, ki jih gledamo. Zdaj piše topografska karta PZS, to je to so te
reliefi pa to, kar se od spod vidi, lahko to spremenim v navadno topografsko karto, to je tisto, ki je državna, to je državna 25.000. Če se pa dovolj približamo, rata pa državna 5.000. Če gremo pa bolj daleč, je pa to 50.000. No, in potem imamo možnost gledati na DOF-u, na ortofoto posnetkih, torej na letalskih posnetkih, pa tudi na tem, kar je znano kot OpenStreet ali OpenTopo. To so javni podatki za zemljevide, te pridejo v poštev predvsem v tujini in tako dalje. Imamo tudi neke satelitske in tako dalje, ampak zdaj ne bom vseh našteval. Imamo tudi tako da toliko o tem, kaj si lahko damo za podlago. Zdaj podlage si lahko, med najbolj pomembnimi podlagami si lahko tlele menjavamo. Tale je normalna, tale je ortofoto, zelo fajn za popravljati potek poti je pa lidar, ki ti zelo dobro pokaže, kje kakšna pot poteka. Lejte, kle se že vidi, te sivine, to je lidarski posnetek in se vidi, da ta rdeča črta ni najbolje speljana, to bo treba enkrat popraviti. No, skratka, lidar je zelo uporaben, pol imamo državno karto in pa tudi naše planinske karte so tukaj dosegljive, tole je naša 50.000 Ljubljana za ta primer. Tako, toliko o tem, kaj imamo na razpolago od zemljevidov. Zdaj, če pokažem še tale spodnji meni, tega bom zdaj pustil, ga bom. V spodnjem meniju vsako društvo dobi seznam njegovih poti ali odsekov med poti. In zdaj, če kliknem na posamezno pot, se mi njeni podatki izpišejo tukaj na desni in se na zemljevidu, zdaj pa tukaj je pa malo neroden, lejte, ker imam malo zožen zaslon, moram priti do tega, s temle, da tale drsnik, klele pomikam sem pa moram priti do tega gumbka, povezave z grafiko in me bo vrgel, mi pokaže, to je tale svetlo modra, to je tale pod Trnovec-Gonte. In za vsak tak odsek imamo podatek, odkot do kod gre, torej izhodišče Trnovec je, cilj je Gonte, piše, da je to neka koča ali gostišče, ki ni od Planinske zveze, so Gonte, da je to na teritoriju Ljubljane in da je skrbnik PD Medvode in da je dolga toliko pa toliko in da naredi 307 metrov vzpona. Tako, to je osnovno, kar je treba vedeti, predno začnemo delati na vnašanju vsebin o vzdrževanju planinskih odsekov.